Z vidika malega in mikrogospodarstva je za izboljšanje podjetniškega okolja v Sloveniji ključnega pomena stabilno in enostavno poslovno okolje, popolna davčna razbremenitev 13. in 14. plače, reforma javnega sektorja, zdravstva in izobraževanja, pregon gospodarskega kriminala ter neposredna odgovornost v javni upravi. Te prioritetne ukrepe iz predvolilnih programov političnih strank je na 7. vrhu malega gospodarstva izpostavilo več kot 250 gospodarstvenikov. Jaz mislim, da smo lahko zaenkrat s povedanim zadovoljni, seveda pa si želimo, da iz besed pridemo zelo hitro tudi k dejanjem. Območna zbornica Koroška, območna zbornica Posavje, gospodarska zbornica Dolenjske in Bele krajine, Štajerska gospodarska zbornica, Savinjsko-šaleška gospodarska zbornica, območna zbornica Postojna, območna zbornica Zasavje in zbornica Osrednje slovenske regije so podelile priznanja najboljšim inovatorkam in inovatorjem v regiji. Najboljše regijske inovacije se bodo potegovale za zlata nacionalna priznanja, ki jih bo GZS podelila na dnevu inovativnosti 26. septembra 2018. Zelo pomembno je pa, da imajo možnost se prikazati. Veliko pametnih ljudi je, ko nimajo sploh možnosti. Na 34. komunalijadi, katere soorganizator je bila GZS, zbornica komunalnega gospodarstva, je njen predsednik svečano podelil nagrado in priznanje zbornice komunalnega gospodarstva. Bogat strokovni program srečanja so popestrili z različnimi športnimi aktivnostmi. Na takih srečanjih dejansko se zaposleni pa vodstveni ljudje nekako izmenjajo svoje izkušnje. Na strokovnem posvetu o družbeni trajnosti je bil predstavljen priročnik Trajnost je prednost, avtorici Janje Neje Petkovšek in Petre Flerin. Izšel je v sodelovanju Strateškega razvojno-inovacijskega partnerstva Materiali kot končni produkti in GZS Združenja kovinske industrije. Danes vse več podjetij prepoznava neposredne koristi ugleda, ki ga prinaša status družbeno odgovornega podjetja. Za njihov uspeh so zato bistvenega pomena etično in trajnostno delovanje, uspešno in učinkovito vodstveno upravljanje ter sprejemanje ukrepov za družbeno odgovoren odnos do vseh deležnikov podjetja ali na kratko, družbeno odgovorno poslovanje. Vrh kmetijskih in živilskih podjetij, ki ga pripravlja GZS, zbornica kmetijskih in živilskih podjetij, je osrednje srečanje deležnikov agroživilske verige, ki je tudi letos postregel z različnimi aktualnimi temami s področji, ki posredno ali neposredno vplivajo na sektor. Če zbornica ne bi bila tako uspešna, ne bi pomagala pri problemih, pri težavah, s katerimi se soočamo v vsakdanjem delu, se tudi članstvo v sami zbornici ne bi tako povečevalo. Na novinarski konferenci GZS, zbornice kmetijskih in živilskih podjetij, so bili predstavljeni panožni rezultati poslovanja v minulem letu. Dejansko je to izredno pomembno področje in povezani branži, kajti inputi v živilsko industrijo prihajajo pravzaprav iz naših kmetijskih podjetij. Ekotrofelija Slovenija je tekmovanje namenjeno študentom s področja inovativnosti v živilstvu in razvoja novih živilskih izdelkov, ki ga organizira GZS, zbornica kmetijskih in živilskih podjetij. Zmagovalna ekipa študentov Slovenijo zastopa na evropskem tekmovanju Ekotrofelija Europe. Na letošnjem tekmovanju se je pomerilo 6 ekip študentov, zmagala pa je skupina, ki je razvila izdelek Mushave. Naša ciljna publika so predvsem vegani, ampak se ne omejujemo, ampak želimo izdelek ponuditi prav vsem.